dobičke ljudi, ki pa živijo okrog teh cementarn, pa pač žrtvujemo, zato da tuji lastniki ustvarjajo enormne dobičke. Ne? Je pa seveda, kar ste me vprašali, ali pričakujem danes neke spremembe, ne na kratki rok, ker tukaj smo že o tem, da vemo, da na kratki rok ne gre. Tu je kapital zelo močen in tukaj bo naredil vse v spregi s politiko, da do takih sprememb ne pride. Zato, ker enostavno iz izkušenj, ki jih imamo v ekokrogu, je nekako politika odvisna od financ. In jaz po mojem prepričan, da se te zadeve v primeru sežiganja odpadkov prepletajo. Bi bil pa skrajni čas, da se to vrstno, recimo temu, sodelovanje preneha in da se začne ukrepati v dobro zdravja ljudi. Ja, poglejte, pred volitvami so polni obljub, kaj bojo vse naredili za svoje volivce. Zdaj imajo enkratno priliko, da poskrbijo za en del države, ki so ga žrtvovali. In da tem ljudem, ki imajo že zgodbo azbesta, omogočijo, da vsaj to zgodbo preživijo v enem normalnem okolju. Ne pa, da jim še ta okolje, ki so ga, to bolezen, ki so jo odprej prinesli, zdaj dodatno otežijo z količinami, ki jih spusti ta tovarna skozi dimnike s sosežigom odpadkov.